Ok, skratka, jaz mislim, da to, kar je Urh povedal, bo s to prezentacijo v znatni meri dopolnjeno. Vsaj potrudil se bom. In začel bi pa vendarle z nekimi dejstvi, ki pogosto begajo tako paciente kot tudi zdravnike. Skratka, eno od takih je, da se raven priporočene vrednosti holesterola v LDL zmanjšuje z leti in to se pogosto pripisuje, ne vem, prvenstveno interesom farmacevtske industrije. V resnici pa lahko ilustriramo z pregledom pravzaprav analize iz neke, bi rekel, ugledne ameriške bolnišnice, kjer so analizirali pač neko skupino bolnikov in so ugotovili, da pravzaprav je meja, kjer aterosklerotične bolezni pri pacientu ne zaznajo nekje pri vrednosti 1,4 milimola na liter. Nad to vrednostjo pa seveda narašča tudi pojavnost ateroskleroze na enem ali več mestih. To kažem zato, ker v glavnem se kažejo te nizke vrednosti ali pa vedno nižje vrednosti z intervencijskimi raziskavami, z zdravili. Tukaj gre za pravzaprav neko naključen pregled bolnikov v določeni bolnišnici. No, ciljne vrednosti sicer v smernicah se razlikujejo za populacijske skupine glede na njihovo stopnjo ogroženosti. In seveda tukaj imate od nizke do zelo visoke srčno-žilne ogroženosti. V teh škatlicah so pač opisi tega, kaj sodi v posamezno skupino, torej zelo visoko ogroženi so tisti, ki imajo prisotno manifestno aterosklerotično bolezen ali visoko ogroženost po točkovnikih ali družinsko hiperholesterolemijo z aterosklerotično boleznijo. In se opravičujem, to je recimo v kliniki tista skupina, na katero se seveda najbolj orientiramo. No, če pogledamo družinsko hiperholesterolemijo brez drugih dejavnikov tveganja, torej zgolj visok holesterol, sodijo te pacienti, jaz se opravičujem za tole, sodijo te pacienti v skupino visoko ogroženih in seveda pri njih ciljamo z LDL-om pod 1,8 milimolov na liter. Če se vrnem na nacionalni program primarne preventive, torej neko splošno slovensko populacijo, to so sicer relativno stari podatki, ampak mislim, da še vedno dokaj dobro držijo. Skratka, tukaj vidimo, da večina naših odraslih je manj kot visoko oziroma zelo visoko ogroženih. To je pač po Framingham je to 20% ali več v 10 letih. In nam v kliniki seveda jedrni problem predstavljajo te, ki so v tako imenovani skupini vmesne ogroženosti, kjer je pač potrebno uporabljati za to, da jih razvrstimo bodisi navzgor ali navzdol dodatne diagnostične teste. Ampak nekako velja, da skupno je tam med 20 in 25% starih med 35 in 70 let v skupini visoko oziroma zelo visoko ogroženih. No in ta prag ogroženosti, pri katerem seveda reagiramo zaradi pač določene stopnje srčno-žilne, torej srčno-žilne ogroženosti, se s starostjo povečuje. Torej, če imamo z točkovnikom določeno srčno-žilno ogroženost, ne vem, 20% pri 40-letniku, seveda to pomeni bistveno večji ali pa takojšnji alarm za ukrepanje, medtem ko taka ista stopnja ogroženosti pri nekom, ki je star 70 ali 80 let, seveda ne pomeni čisto enakega navodila za ukrepanje. No, seveda pa slovenska populacija je tista, za katero vemo, da se stara. Če pogledamo te nedavno objavljene podatke v Lancetu, vidimo, da je pravzaprav Slovenija nekje pri vrhu tistih, kjer lahko pričakujemo seveda bistveno večje število odraslih v stari dobi, kar po drugi strani pomeni tudi seveda bistveno večje breme bolezni. No, najnovejše smernice za preventivno kardiologijo v Evropi, ki so bile izdane v letošnjem letu, nekako v obravnavi poglavitnih dejavnikov tveganja zelo poudarjajo
individualizirano ali personalizirano odločanje o tem, kako bomo posameznika zdravili. Tukaj seveda moramo upoštevati različne faktorje, ne zgolj in le posameznega dejavnika tveganja, ampak v primeru, ko gre za visoko hiperholesterolemijo, vse te dileme odpadejo. Moramo zdraviti tudi zgolj in le visoko vrednost holesterola brez ostalih dejavnikov tveganja. No, to je tudi v tem splošnem algoritmu, v teh smernicah prisotno. Jasno zdravimo prvenstveno holesterol LDL in potem še ostale dejavnike tveganja. Družinska hiperholesterolemija, kot rečeno, sodi v skupino visokega rizika, torej če imamo LDL holesterol nad 5 ali celokupni holesterol nad 8, pomeni pri odraslem to veliko verjetnost, da gre za neko dedno motnjo. Jasno, pri tem upoštevamo še nekatere druge diagnostične kriterije, no in potem se lotimo seveda zdravljenja. Zdravljenje pri takih pacientih seveda poleg nefarmakoloških ukrepov zahteva praktično vedno tudi zdravljenje z zdravili. Primarno uporabljamo statine v najvišjem prenosljivem odmerku za doseganje cilja. Potem, če cilja ne dosežemo, dodamo ezetimibe in v končni fazi pogosto tudi zaviralec PCSK9, še posebej, če so pacienti prepoznani kot intolerantni ali rezistentni na delovanje statinov. Danes smo veliko govorili o tem, da se v Sloveniji za kardiovaskularno preventivo ukvarjamo že dolga desetletja, torej z današnjim sestankom seveda ne bomo odkrili tople vode. Mi imamo zelo dobro razvito mrežo pravzaprav preventivnih dejavnosti, od seveda ambulant družinske medicine ali pa referenčnih ambulant, centrov za krepitev zdravja. Na sekundarni ravni krepimo preventivno kardiologijo v okviru centrov za ambulantno kardiovaskularno rehabilitacijo in nenazadnje tudi po tem obdobju, torej doživljenjsko, napotujemo, vsaj trudimo se, da bi čim več bolnikov seveda ostalo trajno zvestih bolj zdravemu življenjskemu slogu, tudi ob podpori koronarnih klubov in drugih nevladnih organizacij. In že pred leti je skupina pod vodstvom profesor Juga, torej to je bila neka delovna skupina za samooskrbo srčno-žilnih bolezni, predpostavlja en model integracije teh dejavnosti z imperativom osredinjenja na bolnika in opredelila neko tako pot bolnika in na vsaki od teh stopenj oziroma na vsakem od teh korakov seveda so vključeni tudi določeni elementi, o katerih smo danes govorili kot problematičnih, torej zbiranje podatkov in torej to kot neko osnovo za koristne informacije pri izboljševanju samih programov. Jaz bi posebej poudaril vlogo združenj bolnikov, to je tudi ena od stvari, ki sem jo želel na koncu predlagati. Torej za področje družinske hiperholesterolemije v Sloveniji nimamo posebnega združenja bolnikov. Moje izkušnje so, da vsa združenja bolnikov, ki seveda delujejo, bi rekel, pod nekim patronatom, konec koncev stroke, in ki so seveda pripadni tem združenjem, lahko zelo veliko pripomorejo. Torej združenja bolnikov celo bistveno več kot nevladne organizacije kot take. No, jaz bi pokazal isto shemo kot URH, s tem, da bodite pozorni, torej tu v tretjem koraku pravzaprav bi lahko tudi obrnili, torej to presejanje v obratni smeri, ne otroci starši, ampak starši otroci. In seveda še preden pokažem to neko shemo, kako si sam zamišljam oziroma si naša skupina zamišlja, bi seveda prikazal te argumente za in proti univerzalnim presejalnim programom. Mi v Sloveniji smo temu zelo naklonjeni, tako na področju presejanja pediatrične kot tudi odrasle populacije. Seveda v svetu obstajajo tudi argumenti proti, vendarle se s časoma izkazuje, da pravzaprav naše prepričanje, da je potrebno aktivno iskati tiste, ki so zelo ogroženi, prevlada. No in zdaj izzivi v odrasli dobi v zvezi s tem univerzalnim oziroma ciljanim presejanjem.
pri bodisi družinskih oziroma splošnih zdravnikih ali specialistih, bi lahko potekalo tudi po tej shemi, torej ob sumu na družinsko hiperholesterolemijo, ki se postavi bodisi v ambulanti družinske oziroma splošne medicine ali v bolnišnici, naprimer na kardiološkem oddelku, ko tak bolnik zboli za neko manifestno aterosklerotično boleznijo, se seveda tega bolnika napoti v lipidno ambulanto. Tam sledijo pač vsi ti postopki, tudi določanja verjetnosti z pač vprašalnikom, torej to je ta vprašalnik mreže nizozemskih lipidnih ambulant. Vzame se podrobna družinska anamneza in seveda mi na osnovi kliničnih podatkov in vrednosti holesterola seveda pristopimo k zdravljenju. Zdaj, tisto, kar bi nam zelo pri tem pomagalo, bi bilo seveda uvedba genotipizacije in v primeru, da je taka genotipizacija pozitivna, seveda vstop v nek družinski kaskadni program, ki je seveda lahko v končni fazi tudi poteka v nasprotni smeri, tudi pri sodelovanju z pač pediatri, ki to genetsko testiranje imajo vzpostavljeno in seveda v vedno večji meri pri tem sodelujemo. Torej, ena od majhnih stvari pa vendarle je tudi mobilna aplikacija za diagnostiko družinske hiperholesterolemije. To kažem zgolj za tiste, ki morda tega ne poznate. V okviru aplikacije registra zdravil je eno od orodij tudi ta vprašalnik, torej s kriteriji za družinsko hiperholesterolemijo pri odraslih in seveda na ta način lahko na nek priročen način se orientiramo, ali pri nekom gre za možno, verjetno ali morda celo definitivno družinsko hiperholesterolemijo. No in za konec še nekaj o registrih. Torej, jaz osebno zelo veliko še vedno dajem na register oseb, ki so ogrožene s kardiovaskularnimi boleznimi. Tukaj v tem registru je okrog 600.000 uniformiranih zapisov o dejavnikih tveganja pri odraslih prebivalcih Slovenije. Res na področju hiperholesterolemije zgolj celokupni holesterol. Spomnil bi vas, da v tem obdobju skoraj 15 let bilo presejanih okrog 1 milijon odraslih Slovencev. No in če bi poiskali posameznike s celokupnim holesterolom 8 in ali holesterolom nad 5, torej pri številnih bolnikih je to bilo določeno v okviru celokupnega tega določenega lipidograma, bi seveda lahko ob uporabi vprašalnika takoj v register odraslih z družinsko hiperholesterolemijo uvrstili tiste z definitivno diagnozo. Tiste z verjetno oziroma možno diagnozo družinske hiperholesterolemije bi se napotilo v lipidne ambulante in kolikor bi se diagnoza potrdila, ponovno gredo v register odraslih z družinsko hiperholesterolemijo. In če bi temu pridružili, kot je napovedal URH, tudi register otrok z družinsko hiperholesterolemijo, bi seveda lahko nekako oblikovali enovit nacionalni register bolnikov z družinsko hiperholesterolemijo. Skratka, tole bi bilo tisto, kar sem imel za povedati, kaj potrebujemo, da bi izboljšali diagnostiko in zdravljenje. Skratka, potrebujemo smernice, do neke mere jih imamo, ampak jaz mislim, da potrebujemo za družinsko hiperholesterolemijo posebne smernice, kjer bomo te napore združili. Oblikovali naj bi nacionalni register, torej kot je tudi URH povedal, neki zametki so že bili, ampak to ne deluje. Uvesti bi veljalo sistematično presejanje za identifikacijo dodatnih indeks primerov pri odraslih prebivalcih. Nimamo udejanjenega kaskadnega presejalnega programa, to deluje v sledovih. Imamo sodobno zdravljenje, torej v lipidni ambulanti, vsaj naši, seveda si upam trditi, da dovolj ustrezno spremljamo in sledimo te paciente. In seveda tisto, kar bi si želel v večji meri, je tudi genetska diagnostika. Kdo naj bi oblikoval tako strategijo? Torej, po zgledu oblikovanja nacionalnega programa za primarno preventivo, kjer se je to obneslo,
priporočam ustanovitev nacionalne strokovne delovne skupine za oblikovanje in izvajanje te strategije. Jasno, tukaj v prvi vrsti bi morali povabiti člane oziroma partnerje Foruma za preprečevanje bolezni srca in žilja, ki deluje v Sloveniji od leta 2000. Taka skupina bi morala biti imenovana s strani ministra za zdravje. Neizmeren pomen imajo nevladne organizacije z tega področja in tudi združenja bolnikov. Je nekaj ključnih dejavnikov za uspešnost oblikovanja in izvajanja strategije, skratka mora biti jasna, dokaj preprosta, kar najbolj strokovna, poenotena in ključno je, da bi si deležniki, ki bodo v tem programu sodelovali, medsebojno zaupali in verjeli v uspeh. Skratka, za zaključek, pri nadaljnjih korakih je po mojem mnenju bistveno upoštevanje in seveda razrešitev določenih vprašanj in dilem, kot so stroški, potem kako bomo merili koristi za zdravje, potem etični vidiki, nekoliko je bilo to omenjeno v predavanju o genetskem testiranju. Torej, oblikovati je treba zelo jasno klinično pot za bolnike, bodisi odrasle ali otroke z ugotovljeno družinsko hiperholesterolemijo in sodelovanje različnih specialistov. In seveda ne se zelo ozirati na to, kaj mogoče menijo drugi, kar deluje v eni državi, na primer Sloveniji, seveda ni nujno, da bo delovalo tudi drugod, oziroma ne smemo si pustiti to, da bi nam mogoče čez kako desetletje drugi prodajali, bom rekel, isti recept v drugačnem celofanu. Je pa seveda zelo pomembno, da je družinska hiperholesteremija in hiperholesteremija nasploh seveda zelo pomemben dejavnik tveganja, ampak kar se tiče družinskega zdravnika oziroma zdravnikov, tudi pediatrov na primarni ravni, zgolj eden od problemov, s katerimi se soočajo, tako da seveda velja res veliko pozornosti posvetiti temu, da je to sporočilo jasno in sorazmerno enostavno, če je to le mogoče. Jaz bi se vam zahvalil.